Punce, pozdravljeni nazaj na moj kanal. No, za danes sem se odločila, da posnamem za vas en tak back to school make-up tutorial. V bistvu bo ful en tak na easy make-up, ki ga lahko zjutraj narediš v parih minutkah, 10-15, odvisno koliko si vešča make-upa. Poleg tega sem se odločila, da zraven vključim tudi moje favorite iz drogerije, se pravi iz Millerja, DM-a, tuš drogerije in tole so samo eni trije od vseh. Vsi izdelki, ki jih boste danes videli v tem tutorialu, se jih da dobiti v Sloveniji, v fizičnih trgovinah, tako da nič, dajmo kar začeti, ne? Ok, kar se tiče primerja, bom mečkam pogolfala, to je edini izdelek, ki ni iz slovenskih drogerij, ampak je tale Benefitov, tega sem v Sephori dobila. In sicer zakaj? Zaradi tega, ker enostavno nisem najdla primerja v slovenskih drogerijah, ki bi bil primeren za pač moj tip kože. Gremo kar naprej na puder. Danes bom spet uporabila tegale od Maybellina. Tale je Fit Me za mastno kožo. No, ja. Jaz ga imam trenutno v odtenku 220, seveda pozim pač zamenjam za svetlejšega. Fajn ga je treba pretresti, tako da to ne pozab. Korektor, sicer jaz imam zdaj tega od Maybellina Instant Anti-Age, bolj poznan kot Age Rewind na YouTubu, tako da jaz bom zdaj danes tega uporabila, ampak mislim, da so od Maybellina korektori super, sploh Fit Me, vem, da ga lahko dobite na salma.si. Nanesla, tako da zdaj ga bo treba samo še zafiksirati. Uporabila bom tale dva odtenka pudra v kamnu iz paletke Ultra Contour Palette od Makeup Revolutiona. Ok, k tej paletki se bomo še vrnili. Zdaj pa za fiksiranje v bistvu celega obraza bom pa uporabila Stay Matte puder v kamnu od Rimmel London. Punce, če še ne poznate tega pudra v kamnu, zamujate. Mislim, da stane nekih 5 evrov in je res super, no. Jaz ga v bistvu na en tak fluffy, ogromen čopič nanesem, dejansko samo potapkam čez puder, kjer pač nisem fiksirala že prej z paletko. Gremo naprej na contouring obraza, spet bom vzela tole paletko in v bistvu miksala tele 3 odtenke rjave, da zasenčam obraz. To bom naredila zelo na hitro, ker v šolo ne rabite veliko tega. V bistvu samo to, da obrazu prinesemo mečkan sence, nazaj pa definicije. Kar se tiče rdečila za ličke, je moj v bistvu najljubši že nekaj časa tale Essence Silky Soft Blush v odtenku Baby Doll. Mislim, da jih ne prodajo več, ker so ekstra stari, ampak meni je to perfekt barva za vsak dan, tako da bom dala tegale gor. Danes sem se odločila za highlighter uporabiti tegale od Essence, tale je Pure Nude Highlighter. Zakaj točno tega in ne tistih iz paletke od Makeup Revolutiona, ker je tole moj v bistvu najljubši drogerijski highlighter zdajle že nekaj časa. Ful je subtilen, res se ga lepo nanaša, nežen je, ampak še vedno se ga pa opasti, tako da boste videli zdaj, o čem govorim. Tole barvico od Catrice in jih bom v bistvu samo mečkom dorisala in kasneje zafiksirala s temle gelom obarvanim od L'Oreala.
vinsko rjavo nanesla v prigib veke. Korak po ručkih je, da vzamem eno tako malo bolj zlatkasto bleščečo senčko in jo nanesem v notranji kotičke očka, zaradi tega, da bom izgledala bolj zbujeno, pa da bojo očki izgledali malo bolj odprti. Zdaj nam pa za očesni make-up ostane samo še maskara. Jaz bom uporabila tole vodoodporno od Essence, tale točno je Get Big Lashes Volume Boost Waterproof, tako da jo bom kar nanesla gor. Nam pa zdaj ostanejo samo še usta. Jaz bom nanesla en svinčnik za usta od Catrice in pa en gloss od Maybellina. Evo punce, to je končan make-up look. Upam, da vam je bil všeč. Meni je ful dober zaradi tega, ker je dosti simpel, hiter se ga naredi in je zato idealen za v šolo. Tako da, ja, to je to. Se gledamo v naslednjem videu. Čau! Za ta tutorial sem se odločila, da bom uporabljala v bistvu izdelke iz slovenskih drogerij, se pravi iz fizičnih... Jaz mislim, da sem zbrala kar ta prave izdelke, tako da bi vam najraje kar takoj začela pokazovati. Ne. Kar se tiče... Ne. Punce, to je končan make-up look, jaz upam, da vam je všeč. Če ga boste mogoče tudi kdaj uporabile...